Spoštovana gospa predsednica, spoštovano predsedstvo, spoštovani visoki gostje, dragi prijatelji, kolegi, sodelavci, gospe in gospodje. Najprej bi vas rad pozdravil v imenu tistih mojih in vaših sodelavcev, ki jih ni tukaj, trije v Ljubljani, trije v Bruslju. Veseli so, da nas čedalje bolj obiskujete, da se zanimate za naše delo in skoraj da ni več pokrajine, ki ne bi poslala kakšne dobre družbe v Bruselj z Andrejem ali brez njega, kdor še ni prišel na vrsto, naj se obrne na pravi naslov. Drugič, iskreno voščim vse najboljše vsem tinkam, Martinam in Martinom, najprej županu Mikoliču seveda, in jim svetujem, da proslavljajo tudi danes in v nedeljo, kajti vino, ki smo ga včeraj poskusili, je odlično. Potem pa kar k Evropski zvezi, katere del smo od leta 2004. Nisem edini, ki vidi, da je evropski projekt na kocki, da smo pred nevarnostjo, da bi se zgodila ponovno destruktivna faza v evropskem političnem razvoju. In mi, ki se nismo borili pred 25 leti za samostojnost samo zato, da bi pristali na boljši strani Evrope, se zavedamo, kaj je pomenila razdeljena Evropa. In jaz sem vesel, da je toliko Slovenk in Slovencev še vedno podpornikov evropskega projekta, četudi smo priče večjih kriz hkrati. In rad bi vam povedal, ker ste se nekateri za to zanimali, da je eden od ključnih razlogov, da želim kandidirati za predsednika Evropskega parlamenta, prav ta: videl sem razdeljeno Evropo in ne želim je videti več. Mi smo Večina med nami ve, kako je bilo oktobra leta 1991, ko smo uvedli našo lastno valuto. Če si potoval en dan prej iz Ljubljane v Bruselj, si moral menjati jugoslovanski dinar trikrat, najprej v šilinge, potem v marke in potem v belgijski frank. Na vsaki meji je bila vrednost nižja, ker je padal dinar s 23,4 stopnjo na mesec. Tega zahodni možgani ne morejo razumeti, ampak mi smo imeli tako visoko inflacijo. Torej, še kaj drugega bi se lahko spomnili, ampak ker smo praznovali letos 25-letnico naše samostojnosti, je prav, da se poklonimo tudi temu delu osamosvojitvenega projekta, da smo namreč uvedli svojo valuto. Januarja bomo praznovali pa tudi mednarodno priznanje. V povezavi s tem bi pa rad izrazil eno posebno veselje, da vidim med nami v prvi vrsti našega odličnega gosta, krščanskega demokrata, doktorja Ivana Rebernika iz Rima. Ivan, pozdravljen. Ko smo proslavljali letos 25-letnico, smo se spominjali različnih dejstev, ki so bila predtem, ki so bila podlaga temu, kar se je takrat zgodovinskega zgodilo. Jaz sem hvaležen našemu vodstvu, da je poskrbelo, da je vsak od nas danes dobil tole knjižico, kopijo izredno pomembnega, jaz bi rekel, političnega podviga naših razumnikov v Rimu. Ivan Rebernik je bil eden od njih, Slovenija 68 kam. Torej, to je bilo kar nekaj let pred novo revijo in drugimi izrazi volje po slovenski samostojnosti. To so povedali 4 možje takrat, ko bi se lahko zgodilo, da bi koga zaradi tega tudi zmanjkalo.
zlasti tistega, ki je nesel material natisniti v Trst, ki vemo, kje in kako je deloval. In to je bil ravno naš prijatelj dr. Ivan Rebernik. Namreč ves čas so bili krogi, ki so živeli z idejo samostojne slovenske državnosti. In jaz sem ponosen, da je v naši družbi nekdo, ki se je tega zavedal in storil svoje dejanje v družbi prijateljev, med katerim je bil tudi dr. Križnik, in so takrat razsvetlili slovensko nebo. Ivan je tukaj napisal, ne vem koliko oziroma kdo je bralo to knjižico. Torej, dragi Ivan, našla je pot do nas in nas je navdihovala. In lepa ti hvala za to vzpodbudo. Ta teden, dragi prijatelji, jaz bi lahko rekel, ker sem doma blizu Mokronoga, da je moja soseda Melania postala prva dama Amerike. Torej, bomo ta del komentirali kje drugje in drugič, ampak prejšnji teden oziroma ta teden je umrl tudi Leonard Cohen, pesnik, muzik. In ta mož je zapisal besede, ki mislim, da nam lahko zelo prav pridejo. Rekel je, citiram, v vsaki stvari je razpoka. In to zato, da lahko pride blizu svetloba. Jaz berem to zelo politično. Jaz mislim, da vsak od nas srečuje in cela stranka situacije v življenju, ko zgleda, da se ne da naprej. Ampak zelo dam prav pokojnemu pesniku, ki ga slavi ves svet, da so na razpolago razpoke, so na razpolago špranje, včasih se zgodi kakšen potres in svetloba drugačnosti je možna. In Novo Slovenijo razumem kot tisti politični pojav v Sloveniji, ki hoče vnašati svetlobo drugačnosti na tista področja, kjer je ta drugačnost nujna. Mi smo rekli v teh letih večkrat, da smo se osamosvojili, da pa se osvobajanje še nadaljuje. In mislim, da to prepričanje deli vsa naša stranka. In tudi na evropski ravni projekt združevanja še ni zaključen. Mi danes ne govorimo o več Evrope, nekateri govorijo o boljši Evropi, ampak to se mi zdi malce megleno, to še ni natančno določeno, kaj bi to bilo. In mi bomo šli naprej v Evropi in v Sloveniji, če se bomo skupaj zmenili, kaj hočemo skupaj delati. To je zame delujoča Evropa. Ljudje razumejo, ali so meje varne, varovane ali niso, ali se zakoni izpolnjujejo ali ne. In ko bodo evropske in slovenske elite pokazale svojim ljudem, da so sposobne izvajati tisto, kar so najavljale v svojih političnih programih, takrat se bo okrepila njihova verodostojnost in takrat se bo okrepilo tudi zaupanje v politiko. Mislim, da je treba tudi ameriške volitve razumeti v tem, kako se da in kako se ne da. Za politiko je treba imeti energijo, ne samo program, je treba imeti marsikaj, s čimer ljudi prepričaš. Najslabše pa je, če ne spolniš tega, kar si obljubil. V letu 90 do 92 smo izpolnili tisto, kar smo obljubili, kolikor smo mogli oziroma kolikor smo trajali. In jaz sem prepričan, da je Nova Slovenija sposobna prepričati veliko več volivk in volivcev s svojim programom, svojo kulturo, svojim duhom, ki druži in ne izloča. In zato jo tudi vidim kot naslednico SKD-ja, ki je zmagala leta 1990, in naši stranki, ki pripadam z vsem jazom in z vsem srcem, kot velja za vse vas, želim, da se kaj takega spet ponovi. Vse dobro, gospa predsednica, vse dobro, dragi prijatelji.